Lepo pozdravljeni, pozdravljene. Zelo sem vesela, da je danes tukaj Marta Košir. In preden začnemo, bi mogoče povedala nekaj o tem strukturi tega pogovora, kako bo potekal. In sicer to sva si midve zamislili malo drugače, v tem smislu, da ni nekoga tukaj, jaz sem sicer začela, ampak se ne tretiram kot tisto, ki bo vodila celo reč. Ampak se mi je zdelo pa fajn, da jaz predstavim Marto, oziroma bom še bolj podrobno predstavila, ker je tukaj na obisku. Se pravi, ne živi v Sloveniji, ne živi v Ljubljani. No, kar se tiče pa te strukture, je pa tako, da bova midve nekako, tako kot sva danes, ko sva šli na kavo in na sladoled, se spontano pogovarjali o tem, kaj želiva publiki predati, da bova poskušali ta dialog tudi sem prinesti. Zdaj, če nam bo to ratalo bo, če pa pač ne bo, pa pač ne bo. Tako da bova malo nek okvir, potem pa bova tudi drugi nekaj vprašanj zastavili, to, kar naju dve zanima in kar sva tudi skupaj nekako raziskovali v tem najinem procesu sodelovanja. Se pravi, jaz kot pesnica, ona kot prevajalka, in kaj je tisto, kar se naju, kjer se stikava, a ne. Tako da bi jaz začela z predstavitvijo Marte Košir. In sicer Marta je doktorirala iz španščine, a ne. Drugače pa ima diplomo iz španskega jezika in nemščine. In prevaja že 20 let. Drugače pa deluje in dela na Univerzi Genon, sem prav rekla? Ja. Genon, ja. Erie, Pennsylvania. Ja. In sicer poučuje španščino že leta in tako kot si prej rekla, tudi druge stvari poučuješ, a ne, poleg španščine, ne samo jezikov. Tako da, kaj si rekla, da še poučuješ mogoče? Pač seveda španski jezik, literaturo, potem tudi kulturo, civilizacijo, film. Zelo me zanimajo pač filmske vede, a ne, pa ta pač globalni film. In pač veliko različnih stvari. Enako pa me je že vedno zanimalo delo z različnimi jeziki in preko različnih jezikov, ne. Tako da ne limitiram se rada samo pač z enim jezikom, ne, in to mi je všeč. To je res, rekla, kar da bistvo te ljubezni, ki jo imam za jezik, no. In vse, kar jezik predstavlja, ker jezik je v bistvu izraz kulture. In te kultura pa, seveda, kultura samo po sebi je lahko zelo kompleksna, ne, ampak jezik je pa tudi nekaj, kar definira jezik, no. In prav tako, kot se spreminja kultura do določene mere, ne, se spreminja jezik, se razvija, tako da je pač v nekem stalnem procesu spreminjanja, razvoja in to je pač nekaj, kar to delo naredi še posebej zanimivo, vsaj zame. Ja, proces je tudi ena tema, ki smo ji prej namenili ob tem pogovoru, ob kavici in sladoledu malo več prostora in bi se bova tudi še vrnili, ne, ker smo ugotovili, da se obeh zelo dotika. Ja, drugače pa se midve poznava osebno že 6 let, ne, in sva se v bistvu po 5 letih, ko sva se dobivali preko Zooma, Marta je namreč mene kontaktirala kot prevajalka, sva se prvič srečali lani ob tem času, tudi vročina, se pravi po 5 letih sva se tukaj v Sloveniji oziroma v Ljubljani srečali. Sicer bolj na kratko, ampak je bil prvi tak stik v živo, potem, ko sva se redno srečevali tudi preko Zooma, sicer včasih s kakšnimi luknjami, ne, vmes. Ampak sva imeli en tak reden kontakt in sva tudi vzpostavili odnos, ne. In to je tudi ena tema, ki je zelo pomembna v tem, ne, razmerju prevoda in, ne, teksta. Tako da, preden pa gremo zdaj na tekst, bi mogoče Marta ti še kaj povedala o sebi, še posebej
sebi pač nasploh in sebi kot prevajalki. No, začela bom s tem, kako ste se tudi midve srečali, ker v bistvu sem članica Zveze Združenja ameriških prevajalcev, to je American Translators Association, ki se deli na različne oddelke, med drugim tudi slovanski, ampak imajo Slavic ali pa literarni, samo za literary, in to pač predstavlja vse različne žanre, ne gre samo za poezijo, tudi za karkoli, no, ki ima vezo z literaturo, potem seveda oddelki za vsake posamezne jezike, ampak jaz sem v bistvu že kar nekaj časa pred tem prevajala slovensko poezijo za to izdajo, za revijo, ki izdaja pač ta oddelek za slovanske jezike, imenuje se Slav File. In potem po nekaj letih so me vprašali, če bi lahko urejala še pač to posebno pač poezijo v prevodu iz slovanskih jezikov. In tako sem začela s tem delom in vedno pač iščem nove pesnike in kar meni, kar v bistvu jaz s tem mislim, no, vsaj upam, da delam, da širim pač, da prinesem slovensko poezijo tudi bralcem po svetu, ker ta organizacija je mednarodna, čeprav je Združenje ameriških prevajalcev, vsako leto ima konferenco in s tem na to konferenco prihajajo prevajalci z vsega sveta. In potem vsaka konferenca ima tudi branje, pač ta literarni večer, na katerem se predstavljajo različni prevodi in vsak ima možnost, da prebere nekaj pač svojih prevodov in tudi na teh konferencah sem vedno predstavljala, med drugim tudi tvojo poezijo sem brala na tem literarnem večeru in potem tudi sem članica Ameriškega združenja literarnih prevajalcev, to je American Literary Translators Association, in tudi na teh konferencah sem predstavila že kar nekaj slovenske poezije v prevodu. In pač te konference so res dobra možnost, dobra priložnost, da se predstavlja poezija. In slovensko poezijo sem prevajam tako največ v angleščino, ampak sem jo pa že tudi kar nekaj prevedla v španščino in pač tudi izdala v različnih revijah in zbirkah. No. Poleg Slav File, katero sem urejala. No. In to je pač, to mi je res veselje in uživam v tem, da lahko prevajam, no, sploh pa poezijo. In o tem se bo še pogovarjali, ker poezija je pač neka posebna izkušnja, sploh, ko gre za prevajanje. Ja, in doživljanje poezije, no, v tem pač v delu prevajalca oziroma prevajalke. Ja, ker si rekla, da poezija ti je še posebej tisto zanimivo, vznemirljivo področje, da kakšno drugo prevajanje ni toliko izpopolnjujoče zate. In kaj zate pomeni poezija? Poezija je pač zame nekaj, ne, kar se izraža na tem stičišču jezika, pa tudi intelekta. No. In to je pač, seveda, poezija oziroma prevajanje, pač je interpretacija. No. In zato pa poezija je zame nekaj, kar daje možnost, veliko možnosti interpretacije. No. In to pač, to dela delo res zanimivo, ne? Ker ko se človek sooča s poezijo, ki za različne ljudi pomeni različne stvari, ne, zame, je pač to res tudi neka globoka izkušnja. No? In ker mi daje priložnost, da se poglobim tudi misli drugih, ne? In pač interpretiram te misli, ker vsak prevod, kot branje, no? Kot branje poezije, tudi prevajanje v bistvu interpretacije. In zato pa mislim, da in o tem se
lahko še pogovarjal več o prevodu samem, no, ampak poezija je to res zame pač neko stičišče, neka možnost, no, da izraža določen pomen na poseben način, ki ni možen skozi druge tekste. No. Ker v bistvu predstavlja neko odprtost, vsaj zame, no, odprtost, ki tudi daje nekaj več svobode interpretaciji. Ja. In recimo, ko pa pride do prevajanja, seveda je pa to res, kot sem že prej rekla, je interpretacija. In kar zame res naredi poezijo zanimivost, ker nikoli ne vem, kakšna bo izkušnja, kako se bom soočala z enim tekstom, kam me bo peljal tisti tekst in kako ga bom doživljala. Ker v bistvu moja izkušnja je zelo drugačna, bi rekla, od izkušnje drugih prevajalcev. Ker pač, kar jaz izražam skozi svojo poezijo in moje branje poezije, je pač to moja individualnost. In zato tudi ne pričakujem, no, da bo moj prevod povsem ekskluziven in edini mogoč in tako. Seveda ne. V bistvu rada vidim, kako se tudi teksti primerjajo, no? Kako drugi prevajalci doživljajo isti tekst, no? Ker to v bistvu naredi prevajanje zanimivo, ne? Ker s tem spoznavamo ne samo sebe, spoznavamo tudi druge. Ne? In je v bistvu res pač neka izkušnja, ki te peljejo v zelo različne smeri, ne? Ki jih v bistvu lahko na začetku sploh ne pričakuješ. No? In to je zame nekaj, kar prevajanje naredi res zanimivo, no? Exciting, ne? In enako pa tudi branje poezije, ker v bistvu vsako branje je neke vrste prevajanje. In to je v bistvu že Borges, Jorge Luis Borges izražal. Ja, in ta negotovost, ki si omenila, v bistvu ne veš, kam te pelje, ali prevod, ali pa tudi, recimo jaz, da ne prevajam, ampak pišem poezijo. To je tudi moje vprašanje, kako recimo ti doživljaš poezijo, no? In kaj zate pomeni poezija? No? Ja, ti si govorila o tem stičišču med intelektom pa tem bolj jezikom. Ja, se s tem se seveda strinjam, hkrati pa tukaj nekako doživljam vse bolj tako celostno poezijo v smislu tega, poezija je zame način življenja, ne? Tako da dejansko ne moram zdaj govoriti o nekih delih, ta del, del, ampak je v bistvu nekaj, kar mene celo zaobjema in gre skozi intelekt in skozi telo, oziroma mogoče sploh ne bi govorila o teh ločnicah telo in intelekta. Ne? Tako da dejansko poezija je zame skoraj vsak trenutek, medtem ko seveda pesem je nekaj konkretnega, kar je napisano, kar je lahko objavljeno. Ne? Zdaj, ko govorim pa o tem, kaj to ta trenutek zame je to proces. Ne? Tako da, ko sem globoko v procesu, ko sem globoko v doživljanju, se pravi globoko v življenju, sem zelo globoko v stiku s poezijo. Zato pač jaz včasih dolg časa ne pišem, ampak nimam občutka, da sem ločena od poezije in umetniškega ustvarjanja, ker to nekako živim. Seveda imam potrebo potem tudi napisati in če dolgo ne pišem, postanem, rekla, malo raztresena. In je to moj način, da se fokusiram, ampak ta proces bivanja tukaj in zdaj in to je nekaj, kar lahko sem v tem vsak trenutek, če sem dovolj prisotna, seveda mi ne uspe vedno. Ne? Tako da zame tudi to je ustvarjanje, bivanje v tem trenutku, oziroma iz tega bivanja v trenutku potem nastane moja pesem, oziroma moje pesmi. In poezija je zame zelo globoka duhovna izkušnja, zelo vznemirljiva duhovna izkušnja, ki me dela izredno živo, radovedno in tudi izpopolnjeno.
Ko govorim o duhovni izkušnji, spet govorim nečem zelo konkretnem, kako z vsemi čuti, čutili in svojim dušnim delom bivati tukaj in zdaj. Ni zdaj, mislim, tako zelo mistično. To je pa, ko pa mi uspe biti tako tukaj in zdaj, pa je zelo mistično. Ena taka stvar je recimo poezija in sanje. Tukaj nekako eno s drugim zelo povezujem. In zdaj tudi veliko delam s sanjami, tudi znotraj svojega samoraziskovanja in širše. In dejansko, ko si omenjala ta jezik, ki na drug način izraža neke slike, podobe, čustva ali karkoli, tudi sanje so ta jezik. In tukaj bivati z metaforo je nekaj, kar je meni tako zelo domače. In sanjami. V bistvu tudi na podoben način prevajanje, tudi lahko zelo globoka izkušnja. In lahko bi rekla, da čeprav mogoče se tega ne zavedam, ampak podobno kot ti, tudi jaz lahko doživljam to izkušnjo še preko poezije. Ne samo v trenutku branja poezije. Čeprav bi rekla, da v mojem primeru soočanje s prevodom je v bistvu trenutek zase, v velikih ozirih, ker imam ta tekst, s katerim ne bom rekla, da se limitiram, ampak moja naloga je, da se osredotočim na ta tekst. In v bistvu sem v tem trenutku in zanimivo je pa to, da trenutki se spreminjajo. Čeprav recimo želim ostati v tistem trenutku prevajanja, lahko rečem, da se moje izkušnje spreminjajo tudi iz dneva v dan. In kako se en dan soočam s tekstom in kako z drugim. Ampak še zmeraj moj ta, bi rekla, fokus je na tekstu. Tudi zame je duhovna izkušnja, ampak in je lahko tudi širša, ampak zaradi te naloge, ki jo imam, da ta tekst interpretiram, v tem smislu sem bolj limitirana na to izkušnjo, na izkušnjo tega teksta, s katerim se ukvarjam v tistem trenutku. Seveda lahko v širšem pomenu prav ta tekst izraža nekaj, kar se razvija preko tega trenutka. Ampak ni pa, nažalost, moja naloga je bolj limitirana v tem smislu, da lahko interpretiram na različne načine. In sem tako, isto kot poezija, tudi prevod je nek proces, stalen proces. Ampak je podoben v velikih ozirih, v drugih je pa tudi, bi rekla, drugačen. Je pa zanimivo to, ker je, kot pravi Walter Benjamin, da je pa, da prevod je nekaj, kar daje tekstu to življenje, nadaljnje življenje. In to je meni zelo zanimivo. Zdaj si toliko enih stvari povedala in se mi je pol vmes porodilo in to, kar se tiče tega novega življenja, in to v bistvu, ko si govorila o tem, da si limitirana, in hkrati se mi zdi, da nekako moja projekcija tukaj je, da v bistvu rabiš biti pa zelo odprta, v smislu tega uživeti se, vse poiskati to atmosfero nekoga drugega, recimo konkretno, ko si prevajala moje pesmi, nekje tudi stopiti v moje čevlje. Se tudi v angleščini reče stepping into your shoes, ta varianta. V slovenščini se pa reče drugače, to sem jaz sicer angleščino potegnila. Ampak je to neki način sočutenja, To je v bistvu tudi, bi rekla, naloga prevajalca,
oziroma prevajalke, no, da poskuša čim bolj, čeprav to je vprašanje interpretacije, natančno izraziti pomen. Oziroma vse to, kar jaz mislim, da je pomen. No. Ampak da pa pridem do tega pomena, je pa tudi pomembno, ja, da se poskusim čim bolj uživeti v pač izkušnje tebe, no. In tvojega sporočila, recimo. Ne. In to, kar so prej se tudi pogovarjali, kako to je ta prostor, kjer se midve srečujeva, moj jaz s tvojim jazom. In doživljajo, no, vsaj upam, no, da moje prevajanje izraža čim bolj točno to stičišče najinih jazov. Ja, ampak tukaj sem pomislila, da smo si najbrž nekaj podobni, a ne? V eni snovi duše, kako naj temu rečem, pesnice in prevajalke, v smislu tega, pač jaz tudi kot pesnica rabim stopati v vse te čevlje okoli sebe, sveta, ne? Seveda skozi svojo izkušnjo, ki je vedno moja percepcija, ne? Ampak to sočutenje je del mojega procesa, ne? Prisluhniti rastlinam, drugim glasovom in tako naprej. In ti prisluhneš glasovom, recimo moje pesmi, pa v starih pesnikov, spet kako smo drug z drugim prepleteni, se poskušamo slišati, poskušamo razumeti in ja, tako si rekla, ki en jaz sreča drugi jaz, ne? In to je prav, to je lepota prevajanja. Pač to srečavanje različnih izkušenj in seveda pa tudi na jezikovnem oziru, ne, ker pač so izkušnje, potem je pa tudi stičišče jezikov, ki te izkušnje dela možno. Pa tudi pač širjenje znanja, in to je zelo pomembno, znanje, izkušnje in vse to je možno skozi prevod. No. Tako da jaz mislim, da ta odnos je zelo pomemben in da ga je treba res kultivirati. Ne. Tako da dobro bi rekla vseh. Ne. In včasih pač mnogi ne razumejo, kaj pravzaprav je prevajanje. Ne. Ker največkrat si predstavljajo, da gre samo za neko pač zamenjavo besed z enega jezika v drugega, ampak niso samo besede, gre veliko preko tega. No. Zelo. Se ti zdi, da je tukaj pomemben tudi ta del konkretnega, tako kot so mi izpostavljali to vez pač, ja, preko dopisovanja, ne, posrečevanja. Se ti zdi, da je ta del pomemben ali celo nujen za to, da se dobro prevaja, ali se pač seveda lahko tudi samo pesem vzame in prevede, ali je tukaj kako ti rajše, no, ali kaj zate? Jaz rajše delam pač s pesniki, s katerim se lahko, ki so živi tako, s katerimi se lahko pogovarjam, ne, ker pač seveda je možno prevesti tudi nekaj pač iz preteklosti in na svoj način, ne, ampak to je spet druga zgodba, ne? Zato je pač ti prevode treba zmeraj, kot sem pač rekla, aktualizirati, ne? Če bom jaz brala zdaj Don Quixote, ne? Iz, ne vem, prevoda, še ne vem, koliko časa nazaj, no? Je zelo pomembno, ne? Da pač ta tekst obstaja v, bi rekla, aktualnosti, ne? Ker drugače pač ni, izkušnja ne bo ista. In tudi kot bralec, ne, a jaz lahko zaupam temu tekstu, ki ga je nekdo prevedel pred, ne vem, stoletji. Enostavno ne zaupam. Zato, ker vem, da pač prevajanje zelo odvisno tudi ne samo individualnosti prevajalca, ampak tudi vseh teh drugih širših, bi rekla, Zeitgeist, ne? Zeitgeist. Ja, vse to, kar pač je izraženo na družbeni in na pač kulturni, na zgodovinski stopnji. Vse to v bistvu dela tekst, kar je, ne. In če se jaz lahko s teboj, pač, če lahko delam in se pogovarjam, potem imam res občutek, da razumem bolje, no, kaj je tvoj. Vse lahko se srečujeva res na boljši, na bolj čisti način, bi rekla. In, ker
ker drugače je pa v bistvu lahko uganka. In jaz bi pa rada mislim, no, da saj poskušam, no, lahko saj poskusim, no, tudi če mi zmeraj ne rada, ne, saj poskusim lahko čim bolje to prevesti. Ja, eno je ta oblašenost, ne, pač tukaj kot moj občutek je, da je tudi tvoj način bivanja, ne, ta zmožnost, da se oglasiš, ne, tako kot jaz tudi doživljam to najno sodelovanje in kako sem, potem, ko sem brala te pesmi v angleščini, da si se tako približala, ne, nekako, ja, te, kot sem rekla, pri atmosferi pesmi ali pa recimo mojemu doživljanju oziroma moji pesmi kot enemu, že tudi od mene, kako bi rekla, ločenemu organizmu, ne. Tako da, eno je to, drugo je pa to, da v bistvu vedno v prevodu se odpirajo še ene nove razsežnosti, recimo pesmi. Nepričakovane. In jaz sem zase dostikrat prišla do kakšnih stvari, do nečesa, kar prej nisem opazila. Recimo, ker pri nama se je ta proces tako dogajal, da je včasih Marta prevajala pesmi, ki jih sploh še nisem objavila v reviji ali knjigi, ki mi je rekla, ti kar pošelj, so mi zanimive, pa si rekla, da bom malo vmes, ne, ko boš imela čas. In potem pa me je opozorila tudi na kakšno napako. Oziroma, mogoče ni izgledalo kot napaka, ampak jaz sem šele pol videla, aha, tukaj je pa nekaj en vozel, nekaj, kar ni jasno, ali pa neka nedoslednost, ali pa nekaj, kjer jaz nisem imela dovolj zavedanja, kot ena slepa pega pesmi. In je potem sem jaz to pesem tudi spremenila. Tebi je bilo jasno verjetno, ne, kar si pisala? Ja, je bilo jasno, najbrž. Nekje nisem jaz tudi videla, da nisem bila dovolj pozorna na bralca. Jaz pa želim zelo jasne, rada pišem jasne, konkretne pesmi iščem. No in to je res, to se isto se dogaja meni. Recimo, jaz pač vidim nekaj, kot vidim, in mogoče ni tisto, kar si ti vedela. No. Tako da so vedno neka, recimo, nova spoznanja, nova odkritja, ne. To je v bistvu prevajanje, mislim, da je odkrivanje različnih možnosti. In tako se v bistvu mislim, pač kot pesnica oziroma prevajalka se tako lahko v bistvu nekaj komplementirala. In to je pomembno. No? In zato pa vsekakor, mislim, sodelovanje je pomembno in včasih tudi ni možno. Ne? Eni pesniki so bolj odprti, drugi niso. Ne? Sem že tudi doživela, ne? In mogoče eni se niso strinjali, pa ne tako strinjali, ampak imajo tudi svoje neke zelo konkretne ideje. Ne? In če ni prevod pač točno tako, kot si se predstavljali, tudi niso recimo zmeraj zadovoljni z rezultatom. Ne? In pač odvisno od posameznika. So pa zanimive izkušnje, ker skozi vsa ta leta človek res doživi različne reakcije. A na koncu vprašamo, počakamo, ne? Ja. Ti si prej tudi omenila, da je zate prevajanje kot en odklop. Ja, v bistvu je odklop, ne, in nek pobeg, lahko rečem, da je pobeg, ker pač vsakodnevno življenje pač ne daje mere teh možnosti, da bi se lahko posvetil temu posebnemu. Zame v bistvu, kot bi rekla, prevajanje je neka posebna izkušnja. In za to izkušnjo imam rada čas. In je nemožno tako kar nekaj se usesti, pa kar nekaj hitro prevesti. To je nemogoče, ne? Ker pač rabi res popolno koncentracijo in premislek in zato res obstaja neki posebni, vsaj zame, no, momenti oziroma čas, ki si ga vzamem, da ga lahko posvetim prevajanju. Ker je drugače pač res delo je zelo intenzivno, ne? In rabi čas. In časa je pa vedno premalo, ne? Ja. In zanima pa tudi mene, recimo, ko pač nekaj si že imela prej, ko bereš moje prevode, no? In omenila si že, da nekaj odkrivaš tudi neke nove razsežnosti.
kaj bi rekla, da te recimo včasih te kaj preseneča, no? Ne samo nove razsežnosti, kako doživljaš ti prevod, recimo? Ja, včasih so lahko samo neke posamezne besede, ki pač v angleščini prinesejo še nek nov pomen, ne? In mi pesem, kot da bi malo zablestela, dobila še eno nianso, ko ne rečem, se še odpre tam še eno okno. In meni je tako, wow, ne? In me to razveseli, recimo. Ker je pač, ja, ker so pač te razlike, ne, v jeziku. Včasih pa ni kakšne besede v angleščini, ki bi lahko s katero, in potem vem, da so kdaj tudi iskali, katera bi bila, ne, ko sem parkrat poslala, ne, in je potem izpadal bolj trdo, recimo, ni po tiste mehkobe, ali pa tako bolj vsakdanje, ne, recimo, sploh se mi zdi erotična poezija, ne vem, je dostikrat v angleščini nekje, kot da bi malo, vse moja, ne vem, za drugo ne bom rekla, ampak pri meni je bilo včasih seveda občutek, da je taka bolj, kot da bi bila bolj na površini, tako malo banalna se mi zdela, pa niso zdaj to govorim pač predvsem mogoče za pretekle moje pesmi, no, tako, ker zdaj niti nimam takih eksplicitno erotičnih, no. In to je bilo zelo zanimivo, ne, ker tudi mene pač določena poezija tudi zame, recimo se prevaja lepše v španščino, ne, ker in so določene pesmi imajo res en poseben karakter v španščini, ne, res tudi jezikovno zvenijo lepše in večkrat dobim vprašanje, no, kakšne so razlike, no, med prevajanjem v angleščino oziroma v španščino in jaz bom rekla, da v bistvu zelo velikokrat je španščina zame jezik, kjer je še najbolj tako poetičen. In tudi meni včasih prevodi v angleščino niso res, tako bi rekla, pač nima iste te lepote, kot bi lahko, ki jo imajo recimo v španščini. Ja, a je to bolj s tem povezano? Jaz sem zdaj pomislila, da mogoče, a je to kaj tudi z mojo poezijo, ker je moja poezija taka malo mediteranska, ne, ker jaz pač veliko pišem tudi v Slovenski Istri, pa tudi po Hrvaških otokih, pa tako, mislim, to so pač te pokrajine, ki mene tudi zelo navdihujejo, se tudi druge, ne samo te, ampak recimo, da je to kot en tak moj dom, ne, ta mediteranska pokrajina in včasih tudi uporabljam, ne vem, pišemo zelenjavi in tako, ne, in vem, da ko sem brala v Španiji, ne, pač v slovenščini pa, da so brali pol prevode, tako se mi zdi, da je ljudem bilo blizu, ne, mogoče, ker si imela vse te kulturne stvari, ki jih noter prinašamo, ne, a je lahko tudi s tem povezan, da je lahko mogoče določene pesmi bolj zvenijo potem, kako sem jaz naravnana kot pesnica, ki je ta moj dom, katera pokrajina, iz katere izhajam, katera zemlja. In to je res zanimivo, ne? In neka posebna povezanost, bi rekla, ne? Ampak seveda, poleg tega tudi jezikovno so določene pač, jaz lahko velikokrat rečem, no, da prevajanje je zanimivo, ne? Ker je v bistvu neka eksploracija možnosti in nezmožnosti, ker po eni strani se lahko nekaj doda, po drugi se lahko pa tudi nekaj vzame, no. In veliko ljudi trdi, da pač prevod ni možen, 100%, ne. Ampak seveda, ja, do določene mere bi rekla, ja, lahko res določene stvari niso povsem, se ne dajo povsem prevesti, no, v istem smislu, lahko pa tudi veliko doda prevod, ne, določenemu tekstu. In to je pa tudi odvisno od jezika. Jeziko je odvisno od teksta, odvisno od prevajalke oziroma prevajalca. In to je pa, zato je pa to prevajanje sploh zanimivo. Ne? Ja, ker recimo pač, ko sem rekla, meni je fajn videti mojo pesem tudi predrugačeno. Seveda, če je nekaj tako, da zelo iztrga tisto esenco pesmi, potem tudi povem in se ne strinjam. Ampak v najnem sodelovanju tega ni bilo recimo veliko, pa tudi drugače se mi zdi, da je moja poezija dosti konkretna, ne? Da običajno pride blizu, ne, za tistega, ki mu pač tak način pisanja ustreza. Ne?
Ampak v smislu tega, da jaz razumem ustvarjalnost nasploh kot proces, ne kot nekaj, kar je moja lastnina. Ne? In recimo sama pesem kot nek samostojen organizem, ki na eni točki, pač, če tudi izhaja iz mojega telesa, potem gre svojo pot. A ne? In ni to več, in tukaj ta razlastitev, ja. Ja, ne vem, zakaj mi je ta, mislim, da zdaj prišla pravni termin. Ne vem, zakaj, to je prišlo čisto spontano, ampak v smislu tega, da to ni moja lastnina, no, to sem hotela reči. Da v bistvu ta proces ustvarjanja pot do tega, da v bistvu spustiš iz svojih rok. To je zelo tudi meni všeč, ko v bistvu posegamo v tekst pač na svoj način in potem ga tudi pustimo, da naprej živi, ne? Na svoj način in se interpretira spet pač z vidika druge osebe. No? In to pač res daje nadaljnje življenje. In ker tudi ti si rekla, lahko se zjutraj zbudiš, včeraj si začela prevajati, se boš zjutraj zbudila, mogoče boš imela neke sanje, se ti bo nekaj zgodilo, boš vstopila v pesem malo drugače, se pravi, to, da se pesem stalno spreminja, seveda moja pesem je napisana, v knjigi zapisana, tukaj ne bomo več spreminjali, ampak potem boš pa ti prevedla, pa bo malo, pa bo nekdo prevedel, pa bo nekdo prebral, pa bo spet videl drugače, se pravi, to je proces in to je ta v bistvu... Konstanten proces, no? In to naj tudi bi bil, ne? In zato se gre, da pač, da živi naprej, no? In skozi doživljanja drugih in tako na jezikovni kot pač na, bi rekla, literarni izkušnji, ne? Ampak pomembno je pač, da se ne pusti, da se vedno, da se človek vrača k tekstu, ne? In da se drugi vračajo k tekstu. In to je v bistvu res lepota pač poezije in tudi prevajanja. Ne? Ampak je tukaj pa tudi ta negotovost, ki si jo prej omenila, se pravi, da ne moramo točno predvideti tistega končnega cilja, ne? In tudi pri prevajanju in pri pisanju in tudi pri sodelovanju, prepletu obojega. Se pravi, ta izziv, kjer je pač tudi spuščanje neke kontrole, kar je ustvarjanje samo in proces življenja samega, kjer se to nekako zliva v eno. Ja. Seveda in potem pripravljenost posameznika, no, da pač poskuša, bi rekla, doživeti, no, to svobodo, ne, ki jo tekst predstavlja. Ne. In da se spusti v to negotovost. In to je res pač lepota tega, ne, da se prepustiš tekstu in pač prepustiš, da te vodi. Ne. In to je pač res zame lepota tega. Ne. Čeprav je tudi negotovost, seveda, ne, ampak tudi negotovosti je včasih se znajde, se lahko najde lepota. No. Ja, to sem se spomnila na v bistvu recimo znotraj terapevtskega procesa, ne, kot gestalt terapevtka, se tudi izobražujem in delam, v bistvu pač večkrat rečemo, da se življenje v resnici šele začenja takrat, ko se spustimo v negotovost. Ne. Rabimo pa prej neko varnost, da bi rekla, stati na dveh nogah, da lahko naprej naredimo, se pravi iz trenutka naprej. Seveda je vsak, človek po naravi se boji negotovosti, ne? In se raje ne spušča v te izkušnje, ne? Ampak včasih je pa to potrebno. Ne? In pač, da se doživi tisto lepoto in izkušnja, ki je človek ne pričakuje. Recimo, in se boji. Ja, ta tema me zelo zanima. Ja. Je res podobno, no? Izkušnja prevajalca od prevajalke in avtorja, bila rekla, da so res zelo podobne. Ne? In to včasih ljudje res pač ne razumejo, no? Ker mislijo, pač bereš recimo roman, katerikoli že literarni tekst. No? In pač se
ime prevajalcev včasih sploh ne vidi. Se nada neko, bi rekla, pozornost na prevajalcu. Ampak ta tekst, ta prevod sploh ne bi bil možen, ne bi obstajal brez prevajalca. To pa je malo tako, ne? Ja, in to, recimo, to je res nekaj, kar jaz mislim, da je bilo potrebno, ker res dati nekaj več pozornosti delu prevajalcev, ker je v bistvu zelo lahko iti tam pač v knjigarno in si nekaj prebrati, ampak in si misliti, ja super, no to pa to ostaja prevoda, ampak nikoli pa ne pomisli, kaj je v bistvu prevod, kaj predstavlja prevod, kakšno delo gre v prevajanje in kaj je vse potrebno, da se ta tekst lahko potem pač predstavi nekemu bratu. In to je zelo pomembno delo. Pa ne rečem to zaradi tega, seveda to jaz poznam in zato tudi rečem, ampak je pa res, da se ljudje ne zavedajo, kako pomembno je delo prevajalca. In jaz pač vedno rečem, da znanje se nikoli ne bi pač širilo, ne bi bilo možno brez dela prevajalca. In vse, kar poznamo iz drugih krajev, pač je zato, ker je nekdo poznal jezik drugih, kulturo drugih in si je vzel čas, da to tudi predstavi. Ja, se strinjam in sem vesela tudi, da si to v bistvu poudarila, ne? Ker, kako si rekla, kako bi lahko mi vse te knjige in vse v življenju pa v tej knjižnici si sposodila konkretno, ne? In še to brez tega daru, ne? Ta dar, ki ga prevajalec tudi, ki združuje toliko različnih komponent, ne samo znanje jezika, kulture, poznavanje kulture, tudi ta osebnostni del, ne? Ta odprtost, ta zmožnost uživanja ne samo v jezik, ampak tudi v čutenje. Ne? In poznavanje. Osebna senzibilnost. Ne? Ja, in poznavanje vsega, kar recimo pač kulture, no? To je zelo pomembno. Ne? Da se lahko nek tekst predstavi v prevodu, je pač za prevajalca zelo pomembno znanje kulture, zgodovine, vsega, kar v bistvu pač, vse, kar se vključuje v tekst, no, in dela tekst to, kar je. In seveda tudi posameznika do določene mere, ne avtorja, ampak predvsem pa to čas, v katerem se je pač napisal določen tekst in kakšen je bil, kot smo že prej rekli, zeitgeist in vse to, kar v bistvu vsebuje določen tekst. In zato je pa zelo, mislim, res zelo pomembno pač to delo in ker res vključuje poleg jezikovnega znanja tudi drugo znanje. Ja, tukaj zdaj vidim toliko enih zanimivih tem, ki bi lahko še zašli, ne? In teh bolj filozofskih in globoko duhovnih, kar se tiče procesa ustvarjanja in tako naprej. In tega pomena prevajanja in tvoje izkušnje. Tako da upam, da nam je uspel, preden vse bo prošel prostor za vprašanja, mogoče se še kaj odpre. Medve so imele namen tudi nekaj prebrati, kar je Marta zbrala, tisto pač nekaj mojih pesmi, ki jih je nekako, ja, kako se ti pač bile vsi začutili. So bi se všeč. Ja, tako. Tako da, ja. Ampak ja, se pravim, je pa toliko enih tem tukaj, kamor bi lahko še šli, ne? Ampak res, zdi se mi lepo pa v redu, da smo pač predstavili na ta način, kaj vse delo pač prevajalca oziroma prevajalke vsebuje. In vsaj upam, da od poslušalci bodo mogoče sedaj imeli nek drugačen odnos do tujih del, ki se pač... In ta namen, upam, da je bil dosežen, to boste vi publika povedali, ko smo želeli to pokazati v kontaktu, se pravi, ne zdaj prevajanje je tam, pisanje je tukaj, zato je bil tudi ta preplet način, kako smo se pogovarjali v smislu tega, da se pokaže, kje so ta dotikališča, kako nekako doživljava in kako je eno z drugim povezano. Pač moj del s tvojim oziroma obratno potem, kako vplivaš ti s svojim prevodom na mojo pesem. Ja, tako da,
Skratka, ja. Ja. Prvo boš v Angliji, ne, prvo bom jaz. Ja. Ja, tokrat prvo v slovenščini. Ja. V redu. Jaz bom najprej prebrala Žabo. Je tako? Jaz se pustim danes kar voditi, ni bi bilo treba zbirati pesmi. To je fajn. Tako da bom začela s pesmijo Žaba. V otroštvu sem pogosto molčala, da ne bi v trenutku nepazljivosti iz mojih ust skočila ugabna žaba, varuhinja temnih skrivnosti. Morala sem sedeti vzravnano, nič na obrazu ni smelo trzniti, da ljudje ne bi opazili izbuljenih oči, zrkel, napihnjenih kot mehur. Dolgo let sem molčala, ker sem želela pripadati človeštvu kot pokrajina na zemljevidu širšemu geografskemu ozemlju. Medtem so gradili betonske domove, se obdajali s predmeti in bodečimi žicami v poskusih, da bi pregnali tujost. In nisem vzdržala. Ko so živali prečkale mejo, ne vedoč, da kaj takega obstaja, je moja koža zakrvavela. No, zdaj pa še prevod v angliščino. Frog. In my childhood, I often kept silent to stop an appalling frog, a keeper of dark secrets, from springing out of my mouth in a moment of carelessness. I had to sit up straight with my face completely motionless so that the people would not notice the bulging eyes and the distended eyeballs. I kept silent for many years because I wanted to belong to humankind, like the landscape on a map belongs to a broader geographical space. In the meantime, they've built concrete homes and surrounded themselves with possessions and barbed wire, in an attempt to chase away the otherness. I could not take it any longer. When the animals crossed the border, unaware of the existence of it all, my skin began to bleed. Mogoče bi naslednjo iz španščine. Ja. Najprej preberem španščini in potem to so običajne stvari. Boš najprej ti v španščini, Bom pa v jaz. slovenščini? Ja, tako. Da malo obrneva. Da malo obrneva, malo s spremembo. Okay. Se pravi, to bodo običajne stvari v španščini, sem to jaz prevedla kot cosas ordinarias. Las cosas se destruyen, desgastan, oxidan, agrietan, pierden su forma. Cada uno en nuestro propio fin del mundo perseguimos lo que se ha perdido sobre una silla andrajosa. Tomamos vino de una copa rota, miramos el cielo. Se parece a un sobre con bordes rasgados. Un día deja de doler. En pleno verano, en un vacío enorme, se arremolinan los copitos de nieve. No es tan inusual escribir deseos a mano, enviarlos en anticipación de la mañana, volver a tomar vino con alguien, interrumpir una conversación, tropezar por error y prisa, realizando las tareas diarias. Solo cuando te piso los pies, de verdad entiendo dónde estás parado. La idea me calma, como copitos de nieve, dos sillas andrajosas, en un balcón, en pleno verano. Ja, lepo zveni na španščini. Sem razmišljala, da bi se šla kar učiti špansko. Je tako top jezik. Običajne stvari. Stvari se uničijo, obrabijo, zarjavijo, popokajo, izgubijo obliko. Midva, vsak na svojem koncu sveta, loviva izgubljeno, na zmajenem stolu pijeva vino iz odkrušenega kozarca, zreva v nebo.
Na robovih je natrgano kot pisemska ovojnica. Nekega dne preneha boleti, kjer zeva praznina, se vrtinčijo snežinke sredi poletja. Ni tako neobičajno zapisati željo z roko, jo odposlati v pričakovanju jutra, ponovno nazdravljati z nekom, segati v besedo, se v nerodnosti, naglici, med vsakodnevnimi upravili spotakniti. Šele ko pohodim tvoje prste, vem, kje stojiš. Ta misel me pomirja kot snežinke, 2 zmajana stola na balkonu sredi poletja. Tako, še živali, oziroma bi mogoče dvojnica. Ja, mogoče pa dvojnico. Okay. A bi v angleščini, zdaj to naslednjo? Da bi najprej ti v angliščini. Lahko. Ja? Prav. Torej, dvojnica, prevedena kot double. Yesterday, there was a power outage. The edges of the table and chairs almost disappeared. That other me, my double, who, according to the Finnish legend, resides in the netherworld, settled into my body like the night. Free from measuring the distances between my steps or time until dinner, I felt around the camper and the objects escaped through my fingers like running water. Later, when the power was restored and the people got lost in their dreams, I began to feel pain from the waist down. I was growing a fishtail, yet I failed to plunge myself into slumber. Pri tej pesmi sem na podlagi, se mi zdi, angleškega tega zadnjega verza potem tudi spremenila v slovenščini. Tukaj je potem... Dvojnici smo se kar dolgo pogovarjali. Ja. In sem potem najdel tudi v slovenščini, mislim, da je bila tam odriniti se v spanec, tukaj nekaj nisem najdela prave besede in sem potem preko prevoda v bistvu. Ja, to mislim, da je bilo tukaj, ja. Sem malo že pozabila, no, ampak ja. Že kar nekaj časa od prevoda. Dvojnica. Včeraj je zmanjkalo elektrike. Robovi stolov in mize so skoraj izginili. In druga jaz, moja dvojnica, ki po finski legendi prebiva v svetu spodaj, se mi je naselila v telo kot noč. Osvobojena merjenja svojih korakov, časa do večerje, sem tipala po prikolici in predmeti so uhajali iz rok kot curki. Kasneje, ko so napeljavo popravili in so se ljudje porazgubili v sanjah, sem začutila bolečino od pasu navzdol. Rasel mi je ribji rep, a nikakor se nisem uspela odriniti v spanec. Ja, to pa že podosta, ne? Ja, še kakšno vprašanje z publike? Also in English is maybe questions, yeah. I was wondering about, when you mentioned, I find that very interesting, that when we read the translations of the same text by different people, I find it very interesting to see how different people approach a specific text, right? So you mentioned that, and I remembered reading poetry of Emily Dickinson's poetry by Nada Groschel, and one other person translated it, and it was completely different. And I love the fact how the character, the personality of the translator is reflected in the text. Always, I think. Always there. Because each translator has its own idiosyncrasies, and those are always expressed through the translation. Yes. Also, so you only focus on people who are still alive. Mostly. Yes, mostly. And people are always, so there's always collaboration between the author and you, so you always approach them. So far. Yes. No one has said, no, I don't want to comment on my work. Like, they're not responsive to, if you have a question. They're generally pretty responsive.
That was actually going to be my question too. You know, since Alia, since you speak English, are there disagreements on the way that Martha approaches the translation? Do you ever come back to her and say, no, I didn't really mean it like that? Yes, sometimes. Yeah. Yeah, because I mean, when you translated like Joseph Osti, he didn't really speak a lot of English, so Right. probably a different dynamic with you two. Exactly, and that's why it's so important that the author also has the knowledge of the language. I mean, the better the knowledge, the better the discussion, of course, because then we can really go deeper into. Because otherwise, there's no space for discussion if the person doesn't speak the language, right? So you can't. Right. Yeah, you have no feedback. Right. There have been some cases where there was little knowledge of the language, you know, and discussions where some people were very particular about their wishes, and I didn't always agree with them. Because that's another thing too. It's not just if they agree with me, if I agree with their feedback, because I may not agree always, and that's what makes it interesting, because I'm like, really? So why do you think that, right? I respect everybody's opinion, you know, I do, and I do like feedback, and I want feedback. And I also respectfully disagree sometimes. So if you get a very specific, No, please. a very specific term, like Alia mentioned, she writes a lot about Istria and you know, some specific geographical whatever term, or I don't know, how do you approach that to, you know, transfer it into the English-speaking world, let's say? Sometimes I have to put a footnote. I need to explain, because if there are terms that are not known, or that I don't expect them to be known, like Buria. Buria is always, that's a tough one for me, you know, because it doesn't necessarily exist in the English-speaking world, and then I have to go, I explain. With a footnote. With a footnote, yes. Everything that I feel needs further explanation, just to put the poem into better, you know, or into context better. You know? So yeah. And you mostly translate poetry. Yes, mostly. Because it's challenging. But that's the beauty of it too. But I know that the names of translators were for the longest time not put on the covers of books, which is really sad, because it's such a huge work that they do, and we do, I translate as well. And there was no mention, you know, the book just exists now by some magic in another language. Exactly, it's just so nice that it's there, but who put it there, you know? right? And that's what, you know, these organizations are trying to, you know, they fight for more recognition of the translators, which they really should, because, like I said, you know, no knowledge. How would knowledge be shared? How would we know anything without somebody translating it and making it available to readers? And also continually, because a lot of contemporary works, you know, there's literary production that is ongoing. And how do you keep up with the times? How do you keep up with everything new that is, you know, being produced? And, you know, the translators and their interests are very important, because somebody's more interested in contemporary, some in, you know, more like older works. But I mean, I think, you know, younger readers really go more for contemporary works. It's been my experience. So somebody has to keep up, you know, with all that to make it available. And that's really an important work, you know, so you don't fall behind. It's like you have to keep up with new productions. So. Do you think that the classics should be translated again? I do. Yeah. I do. Because, I mean, language is a constant process of change. And so is our interpretation, because if we interpret things from our point of view, from the time we live in, and our views are very different. So if you look at certain texts from the past, you wonder, like, who was translating it? Also, you know, was it a female, a male? Who was, you know, because a lot of things, you know, they interpret them according to the times, obviously, they lived in. And
also certain things because they were convenient. Yeah. So, but I absolutely think that classics should be retranslated. Mm. Mhm. Ja. Okay. Well, thank you. Thank you. Excellent. Lahko Ja. zaključimo, ja, Ja. s tem pogovorom. A, še kaj? No. Ne?